Sem Pija Sem Ana Marija in študirava flavto. na Dunaju in v Gradcu. Ja, v bistvu se ne spomnim točno dogodka oziroma časa, ko sem začutila, da bi bila glasba moj poklic. Ampak ja, v bistvu mama je učiteljica glasbe, sestra prav tako doštudirala klavir. Tako da kar hitro sem v bistvu začutila, da me glasba zelo veseli. In že od samega začetka sem razmišljala o tem, da bi rada postala učiteljica flavte. Mogoče me je tudi lastna učiteljica navdušila nad tem. Ne vem v bistvu prav, tako da... Pri meni je v bistvu bilo malo drugače, ker nisem nikoli imela občutka, da bi ciljala na poklic, ampak sem enostavno hotela nadaljevati s flavto. In me je ta želja po nadaljevanju, po raziskovanju glasbe še naprej nekako pripeljala do tega, da si želim, da je to tudi moj poklic, tako da sem to odkrila nekako neposredno. Jaz se spomnim, da ko sem bila majhna, sem si najprej želela igrati violino, ker sem jo enkrat videla v orkestru, ker je pač v večini inštrument v orkestru violina. Potem pa sem enkrat slišala igrati flavtistko in se mi je zdelo tako lepo, kako se je premikala na odru, kako se je inštrument bleščal in kako je ona tudi lahko govorila skozi inštrument, kar se mi je zdelo, da je bilo še bolj očitno kot pri violini. In me je to nekako očaralo, da sem si v tistem trenutku premislila in od takrat naprej. V bistvu enkrat, ko sem še bila v nižji glasbeni, me je spremljala moja sestra na klavirju in midve odigrava, se prekloniva. Greva za odrje in takoj, ko vstopimo, se pogledamo, si čestitamo in sestra reče samo ti nimaš cele flavte, ki je noga od flavte in jaz seveda te zgroženo pogledam. In v tistem, ko si na odru igraš in si malo v transu in sploh se nisem več spomnila, ali dejansko sem imela nogo na odru, če je bila noga od flavte na odru. In v tistem seveda panika, že je šel naslednji nastopajoči na oder. Mi so potihoma odprli vrata in samo pogledali in hvala Bogu je že, pač noga je odpadla stran, ko je že bilo v bistvu zavesa in se ni videlo. Verjetno se je slišalo, ampak jaz takrat seveda nisem ugotovila. Hvala Bogu je bilo s flavto vse v redu, ampak ja, v tistem je res, ko pomisliš in sploh ne veš, ali si igral dejansko z vsemi deli flavte ali ne. Ampak ja, je bilo kar potem zabavno.